Gospe in gospodje, spoštovani gospod predsednik države, veste, kaj je sporočila ljubljanska oblast generalu Maistru, ki je po osvoboditvi Maribora krenil proti Celovcu? Poverjeniku za obrambo narodne vlade v Ljubljani, dr. Lovru Pogačniku, je bilo rečeno, da ukaže generalu Maistru, da ne sme dalje prodirati in ga pouči, da nima pravice zahtevati demarkacijsko črto, energično mora dopovedati Maistru, da se Celovec zaenkrat ne zasede, ker nam manjka živil in ker ne bi šlo brez krvoprelitja. Slovenska politika je v zgodovini v svoji nemoči velikokrat zastala pred odločilnimi koraki. Ban natlačeni general Rupnik sta aprila 1941 po porazu jugoslovanske vojske šla do nemškega generalpolkovnika Weichsa v Celje, češ naj zasede še Ljubljano, da ne bodo Slovencev povsem razkosali. Seveda brez uspeha. Slovenski komunisti, predvsem njihov ideolog Edvard Kardelj, po njem se je imenovala tudi slovita zaščitna enota teritorijalne obrambe tu v Kočevski reki, pa vse do napada Hitlerja na Sovjetsko zvezo sploh niso razmišljali o odporu. Pa še potem so žrtvovali partizansko gibanje bojev za oblast, o čemer pričajo mnogi dokumenti. Tudi naši generaciji bi se lahko zgodilo, da bi morali poleti leta 1991 do kakšnega generalpolkovnika. Takrat verjetno v Zagreb, ne v Celje, kot leta 1941, ne do oficirja Wehrmachta, ampak do generalpolkovnika Jugoslovanske ljudske armade Života Avramoviča. Če ne bi imeli takih enot, kot je ta, ki je pred 29 leti stala tu, in vseh ostalih, ki so že takrat, decembra 1990, formirale več kot 20.000 glavo manevrsko strukturo narodne zaščite z njeno policijsko in vojaško linijo. Vedeli smo že dolgo pred napadom na nas, da tudi če bi vsi, ki smo bili tedaj odgovorni za mlado slovensko državo, prosili Tudžmana, naj ne pusti sovražnih tankov na nas, ne bi nič pomagalo. Vendar to ni bilo potrebno. Sami smo obranili samostojno Slovenijo, jo po razorožitvi teritorijalne obrambe oborožili in organizirali, ter jo pripravili na prihajajoč spopad. Vojne, ki nastanejo, so vedno drugačne od vojn, ki jih pričakujemo. Zmaga stran, ki naredi manj napak, ne tista, ki pravilneje ocenjuje pričakovan spopad, pravi znani angleški vojaški teoretik Lionel Hart. Veličina naše 10-dnevne vojne je v tem, da smo naredili manj napak kot agresorska vojska, da smo bili sposobni sprejemati odločitve, delovati in ne le ocenjevati razmere. Zato nam generalpolkovnikov in vseh drugih ni bilo potrebno obiskovati. Da smo lahko delovali, pa gre zahvala prav tistim, ki so pred 29 leti stali tu, vsem trditvam navkljub, da nam nasproti stoji ena največjih evropskih oboroženih armad. Tu so stali kljub temu, da je velik del slovenske politike takrat podpisoval mirovniško deklaracijo in da vrhovnega poveljnika takrat tukaj ni bilo. Ta teden sta svoji knjigi o slovenski bratomorni vojni v času druge svetovne vojne predstavila dva avtorja. Jože Možina, Slovenski razkol, in Zdenko Roter, Usodne prevare poražencev in zmagovalcev. Knjigi nisem še prebral, sem pa zasledil njuni izjavi iz obeh njunih tiskovnih konferenc. Možina, ki je raziskovalec, je rekel, da so travme naših prednikov ne prenašajo zgolj v nekih vedenjskih vzorcih, ampak se vtisnejo v genetski material. Naša nacija zdaj podoživlja travme naših prednikov, čeprav jih sami nismo doživeli. Roter, ki je udeleženec na strani zmagovalcev, zanimivo pravi enako. Namreč, da te stvari niso takšne, da bi se pozabile,
saj se vrnejo preko druge, tretje ali 10. generacije in da je to usodno za prihodnost slovenske države. Toda tega razkola, teh prevar in teh travm med nami pred 30 leti ni bilo. Začetek 90. let prejšnjega stoletja je zato prelomen tudi v odnosu do tega usodnega razkola in travm naše nacije. Ne z besedami, z dejanji smo v molekularno strukturo našega genetskega materiala, če rečem z množino, vtisnili nov niz. Demos namreč v ospredje ni postavljal politične pripadnosti. Zaradi Demosovega razumevanja pomena lastne države, ki je tedaj prvič dosegla svoj obstoj tudi v mišljenju ljudi, kot bi rekel Hegel. Nova revija, svojo 57. številko, mladinska in civilno-družbena gibanja, sindikalni boj, pisateljska ustava in slovenska pomlad z odborom za varstvo človekovih pravic, pomlad evropskih narodov, razpad Sovjetske zveze, padec Berlinskega zidu in nevzdržnost odnosov v Jugoslovanski federaciji so postavili temelje Demosovega razumena pomena slovenske državnosti za odgovor na izzive časa in za slovensko narodno vprašanje. Demos se ni ujel v pasti narodovega razkola. Res je, da posledice tega čutimo mnogi. Toda stališča narodove perspektive je bila takratna njegova odločitev pravilna. Točka razlike v takratni slovenski politiki se je kazala v odnosu do Jugoslavije in do lastne državnosti. V to točko razlik med nami takrat ni mogoče preslikati razkola slovenskega državljanskega spopada sredi prejšnjega stoletja. Trditi nasprotno ni le v nasprotju z izročilom Demosovega razumevanja demokratične oblasti, pač pa tudi v nasprotju z rezultatom plebiscita, sprejema slovenske ustave, zmage v osamosvojitveni vojni in v nasprotju z obema referendumoma o vstopu v Evropsko unijo in Zvezo NATO. Vemo namreč, da je bilo veliko dilem, ki so slovenske ljudi in slovensko politiko spremljale vse od propada avstro-ogrske monarhije do 90. let prejšnjega stoletja in pravzaprav vse do danes. Nenazadnje je prva različica delovnega dokumenta osamosvojitvenega projekta Demosove vlade ponujala kot alternativo najprej idejo Jugoslovanske konfederacije. Slovenija je namreč v vse Jugoslavije prišla bolj po sili razmer, kot pa na podlagi neke široko izražene politične volje njenih prebivalcev. Tako po prvi svetovni vojni, še bolj pa po drugi, slovenska politika ni imela ne interesa, ne moči in tudi ne sposobnosti za kakšno samostojno alternativo, ki resnici na ljubo tudi ni bila enostavna. Napad sil na Jugoslavijo in razkosanje Slovenije sta grozila s popolnim propadom slovenskega naroda. Zato ni slučajno, da je prvič znotraj meščanske, drugič pa znotraj komunistične paradigme slovenska vladajoča politika Slovenijo predstavljala iz zavetja enega imperija v zavetje drugega, iz Avstro-Ogrske vse Jugoslavije. To stališča slovenskih nacionalnih interesov v takratnih mednarodno-političnih razmerih ni bilo nujno slabo, niti to ni vrednostna sodba, to so dejstva. Zato ni potrebno biti posebej zgodovinsko načitan in politično pismen, da ugotovimo, da je slovenski narod v resnici ves čas svojega modernega obstoja za varnejši razvoj potreboval neko okolje, ki je njegovo specifično težo na mednarodnem prizorišču povečevalo. Če je bila to v prvem delu njegove modernejše zgodovine najprej Avstro-Ogrska, potem različne Jugoslavije, so v nekem obdobju te državne forme postale ovira na njegovi poti in je zato moral dozoreti v nacijo in postaviti samostojno državo. A obenem je nova država, novo varnejše okolje takoj spet poiskala v Evropski uniji in NATO. Še več, odločilni korak k naši samostojnosti je bil sploh mogoč zaradi velike verjetnosti take perspektive. In danes sta ta evropska in atlantska povezava na veliki preizkušnji in z njima, prav zaradi tega, kar sem povedal, tudi položaj in prihodnost slovenske države in naroda. Tako vprašanje naše suverenosti kot vprašanje naše varnosti postajajo tako spet aktualna. Kar me z distance 30 let danes posebej fascinira,
je prav naglica, s katero se je vrnilo pravzaprav vse, kar je zgledalo za vse večne čase preseženo. Zgodovina prejšnjega stoletja se vrača na velika vrata. Vedno, ko se je Velika Britanija oddaljila od kontinenta, smo bili pričani o iskanju alternativnih zavezništev v Evropi. Posebni dinamiki med Francozi in Rusi, pa med Nemci in Britanci. Spomnite se de Gaulleja in njegovega odhoda iz NATO leta 1966. In kako je že prvi sekretar NATO, Lord Ismay, opisal razlog za ustanovitev NATO? ZDA not, Rusija ven, Nemčija dol. Danes gre ZDA ven, Rusija not in Nemčija je gor. Nemčija ostaja najmočnejša ekonomska sila stare celine, vojaško pa še zdaleč ne. Rusija postaja po razpadu sovjetskega imperija izjemno pomemben faktor ravnovesja na stari celini. Kot pravi Joschka Fischer, nekdanji nemški zunanji minister, v Evropi sta spet problem center in desni bok. V vsej tej dinamiki je potrebno pridati še razpadanje liberalnega demokratičnega sistema in globalizacije, kot smo jo poznali vse od druge svetovne vojne dalje, posebej pa neposredno po naši osamosvojitvi, pa vstop Kitajske in Indije, dveh ekonomskih in tudi vojaških velesil v novo svetovno geometrijo. A kljub epohalnim spremembam se aktualna slovenska politična oblast glede prihodnosti evropskih povezav obnaša podobno, kot se je konec 80-ih let obnašala socialistična oblast do vprašanja Slovenije v Jugoslaviji. Podobno kot je bilo konec 80 let slišati od naše socialistične oblasti, da Slovenija nima prihodnosti zunaj Jugoslavije, danes politiki večinoma govorijo, da je za Slovenijo razpad Evropske unije usoden, da je naš interes ohranitev EU in NATO in nič drugega. Za razliko od Demosa, ki je v začetku 90-ih let zmogel formulirati platformo za prihodnost Slovenije samostojni državi med svobodnimi evropskimi narodi in državami, danes slovenska politika nima platforme za odgovor na krizo evropskih in atlantskih integracij, kot ugotavlja moj prijatelj in tukaj prisotni Dimitrij Rupel, ki smo ga uvodoma pozabili pozdraviti. To velja tudi za odnos do razvoja slovenske vojske. Berem pozive k ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Razprava o ponovnem služenju vojaškega roka je v resnici razprava o razvoju naše mlade države. Očitek, ki si ga pogosto naslavljamo, namreč, da gradimo državno administracijo, kot bi imeli 50 milijonov ljudi, je aktualen tudi, ko premišljamo, kakšno slovensko vojsko potrebujemo. Deregulacija državne uprave gre z roko v roki z deregulacijo sistemov nacionalne varnosti. Že uvedba rešitev, ki kombinirajo civilne sisteme s klasičnimi vojaškimi, bi za našo varnost in obrambo pomenila ogromen korak. Prepričan sem, da bi za našo nacionalno varnost in za naš prispevek k kolektivni varnosti naredili več, ko bi namesto klasičnega naborniškega sistema ustanovili še 2 inštituta Jožef Štefan, 2 kemijska inštituta, še 2 fakulteti za matematiko in fiziko, goriško mehatroniko ali elektrofakultete. V stoletju, ki se je začelo, je veliko večja nevarnost, da bo naša nacionalna varnost ogrožena zaradi tehnološkega zaostanka in posledično ranljivosti vseh podsistemov in ljudi, kot pa kakšnega klasičnega spopada pehotnih brigad. To, da smo tako rekoč brez posebnih spodbud med vodilnimi v kriptosvetu, da je razmislek o blockchainih in umetni inteligenci za slovensko generacijo, ki danes vstopa v aktivno življenje nekaj samoumevnega, da naši srednješolci zmagujejo na matematičnih in računalniških olimpijadah, je nekaj, kar nas mora navdihovati pri odločitvah. Osnove za dober razvoj so tu. In to so tudi osnove za dober razvoj lastnega sistema varnosti in obrambe. Obstaja Slovenija, ki je mnogi, ki danes odločajo o njej, v resnici ne poznajo. Da je sreča na strani odločnih, so dokazale že dekleta in fantje, ki so tu stali vsemu navkljub pred 3 desetletji. Tako kot smo mi pred 29 leti osvobojeni travm naših prednikov in brez sovraštva do zmagovalcev, ki so 45 let urejali ta slovenski prostor po svojih predstavah in zmotah, zmogli ponuditi široko sprejeto nacionalno platformo, tako bi morala slovenska politika danes
stopiti iza zapečka svoje nepomembnosti in povprečništva. Še nikoli v zgodovini slovenskega naroda možnosti za to niso bile tako velike. Naj živi demokratična Slovenija.